Ja, najlepša hvala za povabilo. Prihajam iz Gornjesavskega muzeja iz Selice. To je železarsko dediščino. No in ta naša krovna organizacija organizira tudi številna gostovanja, razstav po naših muzejih in pa tudi skupne projekte. Tako pred leti smo imeli skupni projekt praznovanja 1. maja in pa tudi podobe dela. In v prihodnosti načrtujemo tudi nove projekte. No, zdaj se pa še vrnemo v preteklost. Slovenija je ena, kako bi rekel, dežela, ki je bogata z vodami, tekočimi vodami, in to je botrovalo tudi temu, da so tukaj nastale številne fužine, sploh tam v 16. 17. stoletju. Kajti pomemben faktor pri fužinah je seveda pogonska moč, ki jo je v preteklosti zagotavljala voda. No, tukaj že na samem prvem uvodnem posnetku lahko vidite upodobitev stare Save, to je fužinarsko naselje, ki je bilo lani razglašeno kot spomenik državnega pomena. To je pravzaprav država Slovenija je v teh stavbah prepoznala pomen industrije oziroma tehniške dediščine. No, ohranjena je fužinarska graščina, to je Bučeleni Ruardova graščina iz 16. stoletja, potem Marijina cerkev na Stari Savi, potem večstanovanjski blok kasarna in pa ostanki nekdanje fužine, to se pravi plavž, visoka peč, rekuperatorski dimnik in pa ostanki Pudlovke. Drugače, to naselje se je razvijalo, predvsem oziroma začelo razvijati v 16. stoletju, predvsem tukaj je zaslužna ena družina, to je bila družina Bučeleni, ki je prišla v naše kraje v 16. stoletju iz Lombardije oziroma gradu Gromo, severno od mesta Bergamo. In ta družina Bučeleni je k nam prišla v času prve beneško-avstrijske vojne, to je bila tako imenovana Maksimilijanova vojna. No in v 16. stoletju so v planini pod Golico, to je v bližini nekdanjih rudnikov železove rude v Savskih jamah, zgradili prvo brešansko talilno peč, potem pa še v dolini še dve peči, na Javorniku in pa na Plavžu. No, tukaj imam na temu slajdu posnetek oziroma sliko Julija Friedricha Bučelenija, to je en član te rodbine, ki je pravzaprav v svoji karieri kar veliko dosegal. Bil je celo nekaj časa dvorni avstrijski kancler in sicer o prehodu iz 17. v 18. stoletje. No in ta gospod je pretežno svojega življenja preživel na Dunaju in v bližini Dunaja v kraju Karnabrun je zgradil tudi to graščino, ki je na sliki. No, na desni strani pa lahko vidite tudi upodobitev Julija Friedricha Bučelenija in njegove žene, to je votivna podoba iz cerkve Svete Trojice v Karnabrunu. To cerkev je tudi ta gospod dal postaviti. No, ta družina je k nam prinesla pravzaprav način taljenja železove rude, ki se mu reče brešanska peč. Po pravzaprav kraju Breša v Italiji, no in pa tudi pravzaprav ta talilna peč je bila nekoliko večja kot pa dotedanje peči na Vovka, slovenska in pa nemška peč na Vovka, bila je dosti višja.
pa tudi poseben način je bil potem predelovanja grodlja v jeklo in nastajalo je potem brešansko jeklo. To je bil v glavnem kvadraten profil in to jeklo so proizvajali praktično tudi še potem v 19. stoletje, ko so začeli postavljati pudlovke. No, zdaj v Sloveniji je bilo takih fužinarskih krajev, kot je bila Stara Sava, dosti več. Zdaj mi smo našteli več kot 50 krajev z fužinarsko tradicijo, no in zlata doba Fužin je bila od 16. do 18. stoletja in praktično v vseh slovenskih deželah so bile Fužine, tako na Primorskem, Notranjskem, Dolenjskem, Štajerskem, Koroškem in na Gorenjskem. No, tukaj imam eno upodobitev iz 19. stoletja Antona Karingerja, fužinarska pokrajina oziroma Fužina v Gorski dolini. Sprva smo mislili, da gre za upodobitev stare Fužine, ampak sama lokacija teh gora oziroma okolice to kaže, da je ta kraj nekje drugje, ne v stari Fužini. Zdaj, potem teh krajev je seveda več in vse te Fužine so bile postavljene ob vodi, ob vodnem viru, tako recimo v Črni, ob potoku Črna, potem ob potoku Mežica. No in zdaj zelo pomemben vodni pogon je bila pa reka Sava. In ta reka Sava je tudi v bistvu razlog, zakaj se je jeklarstvo na Jesenicah še do danes ohranilo, kajti bazične surovine v okolici te kvalitetne za ekonomsko izkoriščenje ni več, ampak prav ta voda oziroma ta energetska moč Save je pravzaprav bila eden od razlogov, zakaj se je ta delniška družba, ki je železarno postavila, to je bila Kranjska industrijska družba, odločila za Jesenice. Tako. No, če gremo še nazaj v tisto preteklost, v čas Fužin, ja, voda je tista, ki je pač najbolj pomembna, da so Fužine nastale na Slovenskem. No, tukaj imamo en načrt iz začetka 19. stoletja, gre pa iz Ruardovega arhiva. Na desni strani vidite reko Savo in pa vodni pogon za kladiva. No, tukaj imamo potem še eno tako, ko bi rekel, bakrorez kovanja ploščatega jekla, kajti včasih pravzaprav to pločevino niso še valjali. Valjanje pride pravzaprav na področje Habsburške monarhije šele v drugi polovici 18. stoletja, do tedaj so pa vso ploščato jeklo kovali. In tukaj je tudi upodobitev takega kovanja, sicer iz Francije, ampak na podoben način so kovali po vsej Evropi. Zdaj, kot sem rekel, je bilo teh fužinarskih krajev v Sloveniji več kot 50, no in vse te Fužine so pravzaprav na nek način se vpisale v zgodovino, nekatere zaradi raznolikosti proizvodnje v teh Fužinah, druge zaradi inovativnosti, predvsem tiste, ki so bile pa inovativne, so se potem praktično obdržale tudi v to industrijsko dobo. No in zdaj ene Fužine so imele tudi visoko peč ali plavž, to je pač talilni agregat, kjer so reducirali železovo rudo. Zdaj, od tistih peči, brešanskih peči v 16. stoletju, pa vse do teh sodobnih plavžev v 19. oziroma 20. stoletju se je ta višina talilnika zelo povečala, zvišala in tudi razširila. No, tukaj imamo upodobitev javorniškega plavža iz konca 19. stoletja. Ta javorniški plavž bil pa znan po temu, da so tukaj prvi na svetu pridobili visoko vsebnostni feromangan. No, potem v teh plavžih so se ukvarjali ne samo s tem, da bi proizvedli feromangan oziroma tudi grodal,
ampak so se ukvarjali tudi s tem, kako bi izboljšali kakovost grodla. No in ukvarjali so se z zviševanjem te peči, talilnika, ali pa tudi, da bi izboljšali vpih v samo peč. Zdaj, ponavadi je bil ta vpih vezan na vodni pogon, potem v 19. stoletju pa so ta vpih vezali tudi na parni stroj, ki lahko v bistvu v zelo kratkem času omogočal večji dotok zraka v talilno peč in s tem tudi boljšo redukcijo železove rude. No, tukaj imamo vetrilo Savskega plavža, ki ga ne hranimo mi, ampak to so včasih hranili v Tehniškem muzeju. Zdaj točno ne vem, kaj se je s tem vetrilom tam zgodilo. No, veliko pri razvoju samega plavža je naredila družina Zois. Michelangelo Zois je v drugi polovici 18. stoletja pokupil gorenjske Fužine od Bohinja, stare Fužine, most pri Žirovnici, Radovne, Mislinje na Koroškem, pa tudi na Javorniku. No, ampak največ za razvoj sta pa naredila Žiga Zois in pa Serafina Zois. No, Žiga Zois, čeprav je imel veliko zdravstvenih težav, je dal postaviti dva nova plavža. In sicer enega v Bohinjski Bistrici, kajti tam so do druge polovice 18. stoletja še imeli peč na volka. Praktično v bistvu dosti zastarelo tehnologijo. No, on je dal tam postaviti visoki plavž oziroma visoko peč in tudi na Javorniku. No, tukaj imamo načrt sicer iz kasnejšega obdobja, iz časa Serafine Zois, ko je ona tudi izboljšala vpih zraka v plavž. No, in potem še upodobitev Fužine v Bohinjski Bistrici, ta iz prve polovice 19. stoletja, iz časa, ko je veliko za posodobitev železarskih obratov naredila Serafina Zois. Ona je dala v Bohinju postaviti tudi valjarno. To je bila v tistem času kar pravzaprav napreden jeklarski obrat, postavila je pa tudi livarno. Tako da v Bohinju so imeli v tistem času, to se pravi v prvi polovici 19. stoletja, že dokaj sodobne industrijske obrate. No, potem še ena upodobitev, sicer iz druge polovice 19. stoletja, Zoisova Gršina v Bohinjski Bistrici, ki še zmeraj stoji, in zraven je pa še Fužina, ki pa je leta 1890 pogorela. Zdaj, Zoisi so že v prvi polovici 19. stoletja so se ukvarjali z, kako bi zmanjšali reducent, to se pravi porabo oglja v plavžu, in oni so že to se pravi v začetku 19. stoletja že uporabljali plavžni plin za segrevanje zraka, ki je šel potem nazaj v talilnik. To je bilo v bistvu v tistem času že dosti napredno. So pa to njihovo, ko bi rekel, znanje cenili tudi na političnem področju. No, 1844 je bila ena taka odmevna deželna razstava v Ljubljani, ki jo je odprl tudi avstrijski cesar. No, in v tistem času so tudi ta družina Zois dobila medaljo za zaslužnost, kajti oni so res veliko naredili za napredek jeklarske industrije. No, začeli so pa uporabljati tudi novo kurjavo, pravzaprav nov način ogrevanja, in sicer s pomočjo šote. Na Pokljuki so Pokljuška barja in tam je tudi šota, in oni so začeli šoto uporabljati tudi v svojih pečeh. In sicer v jeklarskih pečeh.
No in tukaj imamo tudi eno tako pogodbo, s katero so Zoisi sklenili dogovor, da so kmetje lahko dovažali šoto v njihovo Fužino, v Bohinjsko Bistrico in pa v Radovno. No, drug tak center, prosim, kako? Ja, šota se je nahajala v teh barjih na Pokljuki. Ja, to so ta barja, Goreljak, to pravzaprav so še danes vidna barja, tako da, če greste od Mrzlega Studenca proti Gorjušam, lahko pridete do teh pokljuških barij. Tako da, no, drug tak center, fužinarski, jeklarski center, se je pa razvijal na Stari Savi. Tam je bila pač družina Bučeljeni je potem v 18. stoletju vse svoje obrate prodala Valentinu Ruardu. No, njegov sin Leopold Ruard je pa želel te obrate modernizirati. Tudi izvajal je določene poskuse taljenja železove rude v Plavžu s pomočjo premoga. In ta premog je pa kopal oziroma pridobivljal v Zasavju. Tudi ta Leopold Ruard je v Zasavju začel z intenzivnim kopanjem premoga. Vendar ta prvi poskusi taljenja železove rude v Plavžu na Stari Savi niso dali tistega rezultata pozitivnega za ekonomsko izkoriščanje. Kajti Zasavje in pa Stara Sava sta kar precej oddaljeni in takrat v tistih časih so v bistvu pretežno prevoze vršili z vozovi in to ekonomsko ni bilo vzdržno. Tako da v bistvu še naprej v 19. stoletju je bila glavna ogrevalska oziroma glavni reducent v talilnih pečeh oglje. In potem Kranjska industrijska družba, ki je kupila Fužine na Stari Savi od Ruardov, tudi od Zoisov, je letno porabila več kot 80.000 kubičnih metrov oglja. To je res ogromna količina. Tukaj imamo tudi eno fotografijo iz 19. stoletja oglarske kope na Mežakli in takih kop je bilo v vseh teh gozdovih na Pokljuki, Mežakli, Tržiških gozdovih, na Ilovici kar precej. No, tukaj je potem še ena fotografija prevoza oglja v dolino. No, potem, zdaj ta prevoz oglja in pa tudi rude v dolino s pomočjo vozov na žlajf je bilo dokaj zamudno in za večji razvoj, za večjo proizvodnjo je bilo potrebno tudi posodobiti transport surovin do Plavža. No in s tem se je veliko ukvarjala Kranjska industrijska družba v času ravnatelja Lamberta von Panca. Lambert von Panc, on je bil prvi tehnični ravnatelj te delniške družbe in on je naredil načrte za samotežne žičnice in sicer edina rudniška žičnica je bila postavljena na Begunjšici leta 1873 in je obratovala praktično do konca delovanja rudnikov manganove rude na Begunjšici do leta 1915. No, potem Panc je dal pa postaviti tudi še 4 gozdne žičnice v Bohinju, ohranjena je pa samo pravzaprav ena v Soteski. Posebnost teh žičnic je bila ta, da je bila samo ena nosilna zajla, ena nosilna jeklenica in oba vozička, tisti, ki je šel v dolino in pa tisti, ki je šel nazaj v hrib, se je pomikal po isti nosilni zajli. Zdaj v bistvu pogonsko moč pa je zagotavljala pravzaprav gravitacija tistega vozička, ki je šel navzdol po tej
vlečni zajli. No, Lambert von Panz pa ni bil samo konstruktor teh samotežnih žičnic, on je tudi pravzaprav naredil načrt za splavarske grablje. Kajti veliko hlodovine, ki je bilo prenešeno s telimi žičnicami, je bilo treba potem prepeljati tudi do samih žag. No, ena taka večjih žag je bila v Soteski v Bohinju, no in ko je prišla hlodovina do spodnje žičniške postaje, je bilo potrebno to hlodovino prepeljati sicer po Savi Bohinjki do žage. No in Lambert von Panz je potem naredil tak pripomoček, to se pravi splavarske grablje, s pomočjo katerih so potem to hlodovino usmerili do žage v Soteski. Tako da, kar se tiče dovoza surovin, so bile te fužine tudi pravzaprav dosti inovativne. No, če zdaj končamo s samimi visokimi pečmi, ugotovili smo, da so te visoke peči so se višale, spreminjal se je reducent, potem tudi spreminjal se je način prevoza surovin. No, te slovenske fužine so bile pa znane tudi po livarstvu. Zelo znana livarna je bila v Ljubljani in pa tudi v Dvoru pri Žužemberku. No, v Ljubljani so ulili tudi kipac, ki je na razstavi, to je Marijin kipac, oziroma kopija Marijinega kipca. No in načrte za to tanko stensko ulivanje pa je naredil Janez Vajkard Valvazor leta 1681. No in tukaj imamo tudi bakrorez Marijinega kipca pred Šentjakobsko cerkvijo v Ljubljani. No, taka zelo znana livarna, kot sem omenil, bila tudi v Dvoru pri Žužemberku. Oni so bili znani po raznovrstnih ulitkih, no največji med njimi je pa seveda Hradeckijev most v Ljubljani, to je bil sprva Čevljarski most, ki je 3-krat spremenil lokacijo. Zanimiv za tako nepremičnino. No, znana je bila pa tudi po takih gospodinskih pripomočjih, kot je likalnik. Zdaj, te fužine so bile znane po visokih pečeh, po livarnah, pa tudi pravzaprav po izdelavi jekla. No in sploh v Prevaljah so bili tam v začetku 19. stoletja med vodilnimi na slovenskem območju. Tam so že leta 1835 postavili Pudlovko. To je bil v bistvu posebna peč, v kateri so pridobivali iz grodla jeklo. No in rekonstrukcijo take Pudlovke lahko danes vidite tudi v muzeju na Ravnah na Koroškem. Zdaj, zanimivost pri tej Pudlovki pa je bila ta, da niso več uporabljali toliko oglja, ampak so začeli uporabljati tudi rjavi premog, kar je takrat zelo pocenilo tudi proizvodno. Tukaj imamo fotografijo iz muzeja Ravne na Koroškem. Zdaj, tisti premog so pa iz bližnjega premogovnika pridobivali, to je v Lešah na Koroškem. Da je to zelo pocenilo proizvodno. No in tak velik center je potem nastajal poleg Prevalj, kajti Prevalje niso imele take sreče, predvsem z lastniki, ko je postala lastnica Alpinska montanistična družba, so Prevalje praktično demontirali in potem je šele pravzaprav Ravne postajalo na Koroškem vodilnejše od Prevalj. Tudi na Ravnah so pa prvi na našem območju postavili Siemens Martinovo peč. To so že postavili tam v 80. letih 19. stoletja. Ta Siemens Martinova peč je pa že proizvajala tekoče jeklo. Pa kot vložek niso uporabljali samo grodal, ampak tudi staro železo, ki do tedaj praktično ni imelo cene. No in tako peč so postavili ne samo na Ravnah, ampak tudi v Štorah. V Štorah so to postavili tik pred Prvo svetovno vojno. Prvo Siemens Martinovo peč, mislim, da je bila 20-tonska. No, največ teh peči je bilo pa seveda na Jesenicah. Do leta 1905 so jih postavili 5 takih peči.
Po drugi svetovni vojni pa so dodali še 2 peči. Zdaj, pri teh pečeh niso več uporabljali oglja, ampak so uporabljali za ogrevanje generatorski plin. No in to je bil potem tudi razlog, zakaj se je potem na Jesenicah Kranjska industrijska družba odločila, da proda gozdove. Kranjska industrijska družba je imela več kot 50.000 hektarov gozdov. No, zdaj kot energent oziroma kot surovino so uporabljali staro železo, tega je po prvi svetovni vojni veliko prišlo iz bojišč, s front. No, tlele boste videli tudi en tak večji možnar, pripeljan v jeseniško železarno, v razrez. No, Kranjska industrijska družba, lastnica velikih parcel gozda, tukaj vidite pravzaprav Pokljuko. Kranjska industrijska družba je veliko mešanega gozda posekala, potem pa pogozdovala s smreko in smreka, ki jo danes vidite predvsem na Rudnem polju, je pravzaprav posledica fužinarstva v 19. stoletju. No, tele je tudi zemljevid gozdov, ki jih je posedovala ta fužinarska družba, praktično od Male Pišnice, Martuljka, Belce, potem gozdov na Pokljuki, Mežakli, v Bohinju, Jelovci in pa Tržiške gozdove. No in že 1890, ko je postavila prvo peč, že takrat se je odločila za prodajo gozdov. Naslednje leto je gozdove prodala v Tržiču, in sicer berlinskemu bančniku Juliju baronu von Bornu. Zdaj, tukaj v tej zgodbi, kar se Kranjske industrijske družbe tiče in pa Siemens Martinove jeklarne, moram še omeniti še izdelek, to se pravi ferromangan, ki so ga prvi na Jesenicah oziroma na Javorniku izdelali. Zdaj, ta ferromangan so potem uporabljali tudi pri izdelavi jekla v Siemens Martinovih pečeh. In ta ferromangan je bil zelo pomemben, kajti zaradi tega izdelka je naša tovarna dobila zlato medaljo na svetovni industrijski razstavi na Dunaju 1873 in 3 leta kasneje tudi v Filadelfiji. Sam problem pri temu ferromanganu je bil pa ta, da takrat niso znali zaščititi to tehnologijo proizvodnje ferromangana in konkurenca je kmalu izvedla za ta način izdelave. To je predvsem Francozi so potem z boljšimi surovinami pridobili še kvalitetnejši ferromangan. No, tukaj imam posnetek najbolj zaslužnega za izdelavo ferromangana, to je Vitez Lambert von Panz skupaj s svojimi delavci. Tukaj še medalja iz svetovne industrijske razstave na Dunaju, original hranimo v našem muzeju. No in ta proizvodnja je bila tako, ta izum je bil tako pomemben, da so tudi v Tehniškem muzeju na Dunaju že leta 1913 izdelali maketo javorniškega plavža. Zdaj, kakšna je bila kakovost tega ferromangana, takrat so to preverjali predvsem v Leobnu, kajti na Jesenicah laboratorija še niso imeli, prvi laboratorij so odprli šele 1875 in njegova prva naloga je bila meritev vsebnosti mangana v tej zlitini. Zdaj, od teh fužin se je pravzaprav zelo malo teh fužinarskih krajev je uspelo, da so se preoblikovali, da so tam postavili industrijo, kajti številni te fužinarski kraji niso imeli dostopa do železnice, do poceni prevoza surovin, tudi niso imeli velike energetske moči, kot je recimo reka Sava. Tukaj imamo recimo vodne rake, vodni kanal, ki je poganjal pravzaprav Savsko elektrarno pri železarni. Potem tukaj imamo tudi fotografijo velikega Peltonovega kolesa,
ki je poganjal Valjavsko progo v Valjarni na Javorniku. Tudi en tak velik tehnični spomenik, ki ima v bistvu premer 9,16 metrov. No in tudi ostali fužinarski kraji so imeli srečo, da so dobili veliko novega kapitala za izgradnjo industrije. Tako je bilo na Ravnah, tako je bilo v Štorah in tudi tako je bilo na Jesenicah. Na Jesenicah smo uspeli ustanoviti Kranjsko industrijsko družbo in ta se je konec 19. stoletja, natančneje 1888, je dobila sveži kapital. To je bila družba Vogel und Not, ki je kupila večino delnic Kranjske industrijske družbe in s pomočjo tega kapitala so na Jesenicah zgradili takrat veliko železarno, ki je vključevala jeklarno, valjarne, livarno in pa predelovalne obrate. Tako da v Sloveniji se je uspelo pravzaprav preoblikovati oziroma industrializirati 3 centrom, to se pravi Štore, Ravne in pa Jesenice, ki so še danes pravzaprav metalurški centri v Sloveniji. No, več, kako so se pa te centri razvijali po prvi svetovni vojni in pa kako se razvijajo danes, to bo potem povedal moj kolega dr. Matjaž Knap. Hvala za pozornost. O sedanjosti in pa prihodnosti jeklarske industrije. Preden se sploh začnemo ukvarjati s tem, oziroma preden začnem govoriti, kakšne tehnologije se sedaj uporabljajo, se zdi prav, da omenim neke številke, ki so povezane z jeklarsko industrijo. Kar se tiče mojega predavanja, ni omejeno zgolj samo na Slovenijo, ker je Slovenija, kar se tiče jeklarstva, na en način trenutno malo omejena, vendar za razumevanje celotnega jeklarstva je prav, da se ugledamo celotno sliko. In ena od teh stvari je, koliko jekla je izdelanega na svetu v enem letu. Približno 1,8 ton jekla je narejenega. In če pogledamo to tudi skozi prizmo tega, koliko je treba surovin pripeljati, recimo samo če pogledamo vsebnost železa v rudi, najbogatejša ruda, oziroma če bi rekli, da imamo rudo, ki vsebuje hematit, to je Fe2O3. V Fe2O3 je samo 70% železa in kar je za jeklo zanimivo, je železo. To se pravi, je zelo pomembno tudi z vidika ekologije, ki je skozi bolj pomembna, da skušamo te stvari, kolikor se da, zmanjšati. Druga stvar, ki pa je pomembna, je pa, kakšen vpliv ima jeklarska industrija na svet. V Evropi je recimo neposredno v jeklarski industriji zaposlenih 320.000 ljudi. Če pogledamo še vse ostale, to se pravi pridobivanje surovin, pridobivanje v preoblikovanju koliko dela, to se pravi, da iz jekla, iz jeklene taline, iz strnega jekla potem naredimo nek izdelek, osnovni polizdelek, je zaposlenih še 1.600.000 ljudi. Vse skupaj pa je z jeklom povezani industriji zaposleno kar 2.600.000 ljudi. Kako se pa to odraža v dodani vrednosti? V Evropski skupnosti vsako leto približno 25,4 milijarde evrov je dohodka samo neposredno z proizvodnjo jekla. Če pogledamo še vse ostalo v industrijah, ki so povezane z jeklarsko industrijo, je tega
kapitala 86 milijard milijonov, medtem ko je 148 milijard evrov v industriji povezani z jeklom se ustvarja. Jeklarska industrija velja predvsem kot neka umazana industrija, kot industrija, ki bi se jo praktično vse države želele znebiti. Ampak, a si lahko sploh predstavljamo življenje brez jekla? Težko. Zaradi tega lahko rečemo, da je jeklo za življenje, za sedanji razvoj ljudstva nenadomestljiv material. Druga stvar je, ki je tudi zmotna med ljudmi, da je jeklarska industrija umazana industrija. Jeklarska industrija je tudi temelj ekološkega razvoja ljudi. In poleg tega, kar je tudi pomembno, je, da je jeklarska industrija sodobna industrija. Ko govorimo o jeklu kot nenadomestljivem materialu, se moramo zavedati, da v svetu vsako leto vsak človek porabi približno 240 kg jekla. In če seštejete, koliko ljudi je na svetu, ki je približno 7 milijard, pridemo do te številke skoraj 2 milijardi ton jekla, ki se pridela na človeka v letu. Poleg tega je kot nepogrešljiv material tudi predvsem zaradi tega, ker omogoča precej lažje konstrukcije v gradbeništvu. Omogoča izdelavo jedrskih reaktorjev. Trenutno je verjetno jedrska energija vsaj za nekatere še najbolj čista, pa najbolj verjetno industrija, ki ima v kratkem možnost za izdelavo elektrike. Poleg tega pa je trenutno na svetu več kot 1 milijardo kilometrov tračnic. To se pravi, če hočemo mi narediti nek kolikor toliko ekološki transport, se moramo zadovoljiti z jeklom. In tukaj že pridemo do jekla kot, ali pa jeklarske industrije kot okolju prijazne industrije. Zavedati se je potrebno, da je jeklo oziroma železove zlitine 100% reciklabilen material. To se pravi, v primeru, da bi mi lahko ločili železove zlitine recimo od nekih drugih materialov, bi jih lahko 100% reciklirali. To se pravi, bi lahko delali brez odpadka. Od celotne količine surovin, ki so porabne za izdelavo jekla, se jih kar 96,3% izkoristi. To se pravi, je manj kot 4% odpada. Tudi voda, ki je morebiti v Sloveniji, se tega ne zavedamo, ampak marsikje po svetu je to velika dobrina, se 90% več ali manj porablja čisto v krožnem gospodarstvu. To se pravi, samo 10% vode, ki se uporablja v jeklarski industriji, se izgubi. In ta voda se izgubi v glavnem z izparevanjem. Pač jeklarska industrija je industrija, ki poteka pri visokih temperaturah in je tudi običajno, da se jeklarska industrija zato, mislim, da se nekaj vode tudi izgubi. Če tukaj pogledamo tudi, kako se je v zadnjih 30 letih oziroma 20 letih zmanjšal delež porabljene oziroma delež CO2 vtisa. In ko govorimo o letu 1990, takrat je bila jeklarska industrija že relativno dobro razvita, vidimo, da je kar 14% se je zmanjšala intenziteta
CO2 izpustov in to samo zaradi izboljšanja tehnologije. Ne zaradi zmanjševanja količine, ampak zaradi izboljšanja tehnologije pa določenih prestrukturiranja. Jeklarska industrija je tudi usmerjena v razvoj in pa raziskave. O tem govori že to, da se 6% dobička več ali manj porabi za to, da se jeklarska industrija stalno razvija. O tem govori tudi to, da se trenutno izdeluje v svetu 3500 vrst različnih jekel. To se pravi, ko govorimo o jeklu, ne govorimo samo o enem materialu, ki je enoten, ampak je ta material točno določeno krojen za vsako uporabo posebej. Lahko delamo jekla, ki so dobra ki imajo dobre korozijske obstojnosti, lahko delamo jekla, ki imajo dobre obrabne obstojnosti, ki so trda in tako naprej. In od tega je kar 75% jekel bilo razvitih v zadnjih 20 letih. To se pravi, ni to nekaj, kar bi enkrat naredili in potem ne bi želeli več spreminjati, ampak stalno se sledi za inovacije. Tudi trdnost jekel se je enormno povečala. Jekla so sedaj 8-krat bolj trdna, kot so bila pred 50 leti. Kje se to najbolj vidi? To se najbolj vidi v vsakodnevnem življenju v avtomobilski industriji. Avtomobili so sedaj lahko veliko lažji, kot so bili recimo takrat, recimo pred 50 leti, ko se je začel tudi en tak avtomobilski boom v Evropi. No, zdaj pa morda pridemo k temu, kar ne bi bila srčika mojega predavanja, to je tehnologija. Sodobna tehnologija izdelave jekla temelji v glavnem na dveh tehnoloških poteh. Ena je tako imenovan integralni način, temu lahko rečemo tudi jeklo iz konvertorja, kjer se jeklo izdela iz osnovnih surovin. Te osnovne surovine osnovna surovina je seveda železova ruda, ki pa jo v sodobnih tehnologijah predhodno obogatijo. Zaradi tega je tudi izdelava jekla lahko veliko bolj čista, veliko bolj smiselna in veliko bolj optimalna. No, preden te surovine damo v peč, to je redukcijsko peč plavš, jih je treba predhodno pripraviti, da imajo boljše lastnosti, da so bolj reaktivne in seveda, da imajo večjo vsebnost železa. No, ko govorimo o plavžu, se mi zdi zanimivo tudi to povedati, da imamo Slovenci eni redkih, ali pa saj, kar se tega tiče, da imamo posebno besedo za plavž. Kot je govoril že kolega, se lahko uporablja tudi beseda visoka peč, recimo v nemščini to Hochofen, v angleščini je blast furnace, ki je tudi bolj opisno, mi imamo pa prav besedo plavž. Podobno je tudi z proizvodom, s produktom, to je grodelj. Mi rečemo lahko grodelj ali pa surovo železo. Nemci rečejo roeisen, Angleži rečejo pig iron. Slovenci imamo eno samo besedo, kar nas, mislim, kar dosti govori o tej zgodovinski dediščini, ki jo ima jeklarska industrija. No, te plavži, ki so sedaj sodobni plavži, imajo premer talilnika 16 metrov. To si lahko predstavljate, da je verjetno ena taka velikost, kot je od te stene do te stene,
in temu je tudi sledi proizvodna enega plavža je približno 10.000 ton grodla surovega železa na dan. Če pomislimo, da je celotna proizvodnja slovenskih jeklarn 600.000 ali pa celo še malo manj, si lahko predstavljate, kako so to neke enormne velikosti. No in grodelj sam po sebi je neuporaben. Zaradi visoke vsebnosti ogljika, ima ga tam v 3,5 do 5,5%, je trd in nepreoblikovalen. In če hočemo iz grodla mi dobiti nek uporaben material, ki je sposoben preoblikovanja, ga je treba spremeniti v jeklo. In sodobne jeklarne to delajo v kisikovem konvertorju, kjer se z uvajanjem kisika lahko od zgoraj, lahko od spodaj spremeni grodelj, neuporaben material, uporaben material jeklo, ki ima po izhodu iz kisikovega konvertorja vsebnost ogljika praktično nič, recimo 0,3 ali pa celo še manj. Druga možnost, ki pa jo uporabljajo vse jeklarne v Sloveniji, je pa izdelava jekla iz starega železa v elektroobločni peči. Tukaj je surovina staro železo, ki ga večinoma v Sloveniji dobivajo od drugod in ni potrebno predhodno nič delati, samo staro železo se da v elektroobločno peč in iz tega nastane jeklo. Kakšen je pa delež posamezne tehnologije v svetu in v Evropi? V svetu velja, da se približno 2/3 jekla izdela po integralnem načinu, to se pravi iz rude, medtem ko se 1/3 izdela v elektroobločni peči. V Evropi je ta razlika malo drugačna, je 60% v plavžu na integralen način in približno 40% v elektroobločnih pečeh. Zdaj bi se vprašali, a bi se dalo to kaj spremeniti. Več ali manj je ta razmerje zacementiran, predvsem s tem, ker ni na voljo dovolj starega železa. O tem bomo pa še malo več govorili, ko se bomo pogovarjali o prihodnosti. Tukaj na tem slajdu se lepo vidi, kako se jeklarski obrati oziroma kako so se jeklarne prestrukturirale zdaj v zadnjih 40 letih. Če je leta 1980 v Sloveniji delovalo še 7 SM peči, vmes jih je bilo že več, bilo je 9 elektroobločnih peči, manjših, 2 plavža, 1 elektroplavž in pa 2 indukcijske peči. V lanskem letu je bilo za proizvodnjo jekla dovolj samo 3 elektroobločne peči, ki so imele jasno večjo kapaciteto, kot so jo imele elektroobločne peči prej, hkrati pa so omogočale izdelavo veliko bolj kvalitetnih jekel, kot so jih izdelovali še pred recimo 40 leti. Na tem slajdu se lepo vidi, kaj vse je potrebno imeti v agregatu, v jeklarni, če hočemo narediti staro kvalitetno jeklo. Prva stvar je, da moramo imeti kvalitetno surovino. Brez kvalitetne surovine se ne da narediti kvalitetnega jekla. Potem moramo imeti nek talilni agregat, to je elektroobločna peč. Sodobne jeklarne uporabljajo elektroobločno peč zgolj kot talilni agregat, medtem ko so še pred recimo 40 leti, 50 leti izdelovali
celotno jeklo v elektroobločni peči. Iz elektroobločne peči se talina lahko glede na tehnologijo izboljša v ponovčni peči ali pa v VOD, to je razogljičenje z kisikom pri konstantnem tlaku. Oziroma to je AOD, VOD pa pri znižanem tlaku. V Jesenicah se za vlivanje uporablja kontinuirna naprava, ki ima glede na vlivanje v ingotih določene prednosti, od tod prihajajo slabi na vroče brušenje in potem dobimo slabe. Srce vsake jeklarne je elektroobločna peč. V elektroobločni peči se, kot smo rekli, talina stali in se pripravi ta osnovna kemična sestava, ki omogoča potem nadaljnjo obdelavo v sekundarni metalurgiji. Zakaj rečemo sekundarna metalurgija? Zato, ker se praktično v tem drugem delu že grobo narejeni kemični sestavi samo še izboljša sestava. V sekundarni metalurgiji v Sloveniji uporabljajo za izdelavo jekla več tehnologij. Štore ima le ponovčno oziroma lončno peč, medtem ko imata železarni, jeklarni na Ravnah in pa na Jesenicah tudi vakuumske peči. Vakuumska peč omogoča, to se pravi izdelava jekla pri znižanem tlaku, omogoča, da se iz jekla odstranijo plini. En plin se da odstraniti dokaj preprosto z dezoksidanti, to je kisik, medtem ko za zelo kvalitetna jekla je treba odstraniti še dva druga plina, to sta vodik in pa dušik, in to se lahko naredi samo, če imamo na voljo znižan tlak. Za specialne vrste jekel, predvsem za izdelavo nerjavnih jekel, je potrebno talino razogljičiti, to se pravi, da odstranimo ogljik, in to se naredi z dodajanjem kisika. Čisto preprosto bi lahko rekli, oziroma to izhaja iz termodinamike, da sta kisik in pa produkt kisika in pa ogljika je konstanten, to se pravi, če dodamo mi več kisika, se zmanjša vsebnost ogljika in na ta način se zmanjša tudi vsebnost ogljika v jeklu. Odstranjevanje kisika pa ni problematično. Z zniževanjem tlaka se celoten ta produkt pomakne k nižjim vrednostim in na ta način lahko izdelujemo jekla z izredno nizko vsebnostjo ogljika, tako imenovana ULC, ultra low carbon jekla. Nekako tako izgleda ta sistem za ta VOD naprava, to se pravi za sistem odstranjevanja ogljika pri znižanem tlaku. Če hočemo jeklo uporabiti, ga moramo tudi nekako strditi, in za vlivanje jekla se običajno v svetu sedaj uporabljajo naprave za kontinuirno vlivanje jekla. Na ta način se lažje izdela jeklo z boljšo sestavo, z bolj definirano mikrostrukturo. Ima pa ta sistem eno pomanjkljivost, da
se ne da izdelati izredno velikih kosov in za izdelavo izredno velikih kosov se še vedno uporablja vlivanje jekla v ingote. Tukaj je problematično, da je starevanje jekla nekontrolirano in je zaradi tega potrebno jeklo, preden se ga začne obdelovati, tudi veliko bolj deformirati. Ne smemo pa pozabiti še na eno od stvari, ki jo omogoča jeklarska industrija. Tukaj lahko govorimo o vlivanju ali pa o sekundarni metalurgiji, to je elektropretaljevanje pod žlindro. Na ta način se da izdelati jekla, ki imajo veliko boljšo kemično sestavo, veliko bolj natančno določeno kemično sestavo. Poleg tega pa elektropretaljevanje pod žlindro, tega imajo v Sloveniji samo v naravnah, omogoča tudi veliko bolj fino strukturo. To se pravi, za izdelovanje najboljših jekel se uporablja elektropretaljevanje pod žlindro. No, če smo prej govorili o trenutnih tehnologijah, to sta ta integralni način izdelave pa iz starega železa, sedaj v prihodnosti naj bi prišle na plan tudi alternativne tehnologije, predvsem redukcijsko taljenje in pa direktna redukcija. Za obe tehnologiji je skupno, da bi izdelava jekla potekala pri nižjih temperaturah, zaradi tega naj bi bil tudi skupni CO2 odtis manjši, je pa problem obeh teh tehnologij, da sta izredno dragi, ker obe sodobni tehnologiji sta, kar se tiče proizvodnje jekla, praktično optimizirani. Zaradi tega dajeta tudi tako dobre rezultate. In morda v prihodnosti bolj kot alternativne tehnologije bo prišlo v poštev zmanjševanje CO2 odtisa, ki je sedaj nekako merilo za sprejemljivost tehnologij, da bi zmanjševali CO2 odtis z manjšimi spremembami. To bi lahko naredili z reciklažo toplote, predvsem je to usmerjeno za integralne železarne, za uporabo alternativnih reducentov, predvsem so tukaj mišljeni vodik, razni ogljikovodiki, koksarniški plini. Vsi ti plini, ki izhajajo iz teh agregatov obstoječih, vsebujejo še precej reakcijske energije. Ogljikov monoksid, ki izhaja, se lahko potem uporablja tudi kot redukcijski plin. In kaj je največji problem za uvajanje alternativnih tehnologij? Predvsem ekonomija. Že stroški obratovanja alternativnih tehnologij so precej večji, kot so stroški obratovanja obstoječih tehnologij. Poleg tega pa so stroški investicij za alternativne vire znatno večji, kot so stroški sodobnih tehnologij. Iz tega bi lahko nekako rekli, da v prihodnosti v jeklarstvu ne moramo mi pričakovati, da bo prišlo do kakšne revolucije, prej, da bo tako, kot potekajo že vsi procesi v naravi, več ali manj, da bo neka evolucija, še dodatno optimiranje in na ta način se bodo močno znižali tudi, ali pa močno, če govorimo recimo okrog 10 do 20% tudi CO2 odtis. Hvala lepa.